pozornostjo. Jaz nadaljujem s to predstavitvijo in iz stališča ponudnika gostovanja, ki nima, rečemo, toliko srečanja, da raziskujemo, kakšen je vektor napada, imamo pa izkušnjo s tem, da v bistvu vsak dan komuniciramo z našimi naročniki, z kontakti, ki so pri nas opisani, o tem, kaj se zgodi, ko do vdora pride. In tukaj nam zelo velikokrat se zgodi, da naročniki ne ločijo med različnimi tipi gostovanj. Zakaj je to pomembno? Ker jim zelo težko razložimo omejitve oziroma kaj lahko pričakujejo. Bom pri vsakem tipu gostovanj se tudi dotaknil potem glavnih poudarkov, kot kakšna je prevzeta varnost, ki jo lahko pričakujete, zakaj je kdo odgovoren in kakšno kvaliteto storitve vi lahko pričakujete. To je v bistvu zelo fino, če bi vi lahko uporabili, ko komunicirate s svojimi strankami, in mislim, da je tudi ena izmed stvari, ki vam lahko pomaga stranke pripraviti do tega, da kupijo vzdrževanje. Ker v končni fazi mislim, da je tudi namen vsaj mojega današnjega predavanja to, da bo za varnost nekdo plačal in da to ne bojo spletni razvijalci. Skratka, mi moramo stranke se naučiti, jih izobraziti do te stopnje, da bodo pripravljene plačati za vzdrževanje. Vsi vemo, kakšna težava je to, in na koncu tudi še v bistvu 5 nasvetov, ki nam delujejo načeloma. Če gremo malo po vrsti, kako si lahko predstavljamo strežnike, jaz sem razmišljal, kakšno primerjavo bi vzel in sem rekel, da ne bo zmeraj tista hiša pa vrsta za WC pa vse te stvari, da se lahko pogovarjamo o plaži. In če govorimo o dedicated strežniku, verjetno ne bo nobenega motil, če malo mešam angleške izraze, tako, ker so bolj razumljivi, ampak ok, namenskem strežniku je nekako tako. Imamo plažo popolnoma zase in čisto od nas je odvisno, koliko se bomo zabavali. Kaj bomo mi poskrbeli, a bo kaj animacije na tej plaži, a v bistvu bomo se utopili, se ne bomo utopili, nobeden nam ne bo pomagal, ker ni nobenega reševalca iz vode zraven. In namenski strežnik ima svoje aplikacije. Potem imamo tudi VPS gostovanje, še zmeraj plaža, ni zelo nagužvana, imamo ležalnike, pomeni, da tudi nekje so reševalci iz vode, ampak ne preveč blizu, ker v bistvu vse je samo 8, 10, 50 ljudi na plaži, in zato v bistvu ponudnik plaže v bistvu se mu ne splača imeti reševalca, ker reševalc stane, ker mu je treba plačati. Skratka, VPS strežniki v bistvu ne bo plaža, rečemo, tako zasedena, kot je tale. In to je zdaj v bistvu tista idealna slika, kar vam ponudnik gostovanja prodaja, ko vi kupite v bistvu shared hosting, deljeno gostovanje. Nažalost pa dostikrat pri nekaterih ponudnikih gostovanja to izgleda takole. Kaj lahko pričakujemo torej mi pri shared hostingu, pri deljenem gostovanju? Da to lahko ugotovimo in najbolj, da pogledamo, kako sploh je strežnik razdeljen pri različnih tipih gostovanja. Najprej, kar moramo vedeti, se začne pri omrežju. In že v bistvu sam priklop strežnika na omrežje je lahko zelo različen in največje razlike so zdaj, rečemo, pri požarnih zidih, pri firewallih. Kaj firewall omogoča strežniku, na katerem nivoju deluje? A se lahko dvigne do aplikacijskega nivoja, kar zelo poveča varnost, predvsem pa odzivnost samega ponudnika gostovanja. Na to v bistvu na te mreže pripnemo pa en strežnik, na ta strežnik naložimo operacijski sistem in naložimo web strežnik in šele tukaj se pa potem začne deliti posamezen prostor. Uporabnik ena ima, rečemo, Joomla, dvojka ima Magento, potem pa do N uporabnikov in koliko mislite, da je tale na tipičnem strežniku za shared hosting v Sloveniji? Ne, v bistvu je zelo, mi pač imamo tudi podatke, ki se malo pogovarjamo s konkurenti in številke so zelo primerljive. Od 800 do 1200 se nekje gibljajo. Pri nam smo bolj pri številki 800, nekateri drugi tudi malce bolj natlačijo. Kaj zdaj to pomeni? Pri shared hostingu, seveda potem imaš takih strežnikov v mrežju lahko tudi 10-15. In če imaš na vsakem, rečemo, 800 uporabnikov, kje je zdaj odgovornost? Logično, ponudnik skrbi do web strežnika, uporabnik skrbi za svojo aplikacijo, v teoriji. In če je Gorazd prej zelo lepo razložil nekaj tipov napadov, kaj se zdaj lahko zgodi, rečemo, če vi enemu stopite na žulj. In tudi to smo imeli že primere, ko nas stranka opozori, imel je forum za, rečemo, igrce in da bo nekdo v bistvu mu grozi. Ok, rečemo, da je forum varen, lepo nadgrajen, vse te zadeve je super, napadalec ima pa cilj, da v bistvu njegova spletna stran ni dostopna. Kaj najprej naredi? Vse te spletne strani so na istem IP-ju.
Obstajajo brezplačne aplikacije, kjer vi lahko pogledate, katere druge spletne strani so še na tem IP-ju. Dobite 800 potencialnih tarč. Na to lahko pogledate spet brezplačne aplikacije, katere CMS-je, sisteme za urejanje vsebin, uporabljajo te spletne strani. In zdaj po statistiki približno 15% jih bo imel WordPress, približno 15% bo imel Joomla v Sloveniji. Kar pomeni, da če jih je, rečemo 1000, imate 300 strani, ki greste lahko pogledati, če ima kakšno varnostno luknjo, ki so javno objavljene. Kaj se zdaj naredi? Probate vdreti. Pri nam boste poskusili vdreti in boste prišli na požaren zid, ki bo ugotovil, aha, z enega IP-ja se dogajajo čudne zadeve, vas bo zablokiral. Če ste vztrajni, boste vztrajali, pa rečemo, da imate botnet pod kontrolo, boste z različnih IP-ov napadali. Še zmeraj bo prepoznal vzorec napada do omejitev, ki jih mi nastavimo. In kaj se nam že v preteklosti? Zanimivo, sem malo premaknil, ok, dela. V preteklosti se je dogajalo, da so napadalci dobesedno testirali naše nastavitve na firewallu. In kaj so delali? Zmanjševali so število napadov na sekundo, pa menjali IP-je zato, da so prišli pod mejo, kjer jih avtomatično zablokira. Potem pa lahko naložijo, rečemo, kakšno kodo in ko imajo enkrat na enem shared hostingu nekaj naloženo, lahko poskušajo preobremeniti strežnik. Kakšni so pa triki za poskusiti preobremeniti strežnik, ker jih je pa malo morje. To je kao ona igrca Whack-A-Mole, se veste. Ja. En izmed takih primerov, toliko errorjev na sekundo sprožati, da se error log zapolne. Kako se zdaj v bistvu ponudnik gostovanja proti temu bori? Težko, ker mi moramo nekako omogočiti, da če stranka želi od nas, ok, kakšen je bil pa error, da mu to damo. Kaj zdaj, mi error loge za 1 uro nazaj shranjujemo, za en dan, kaj bi bili vi zadovoljni kot razvijalci? 1 mesec, super. Skratka, naše stranke od nas želijo, da mi za 1 mesec error loge zadržimo, nekdo jih pa v bistvu v 1 uri par giga naredi. In preden ti to opaziš, lahko traja nekaj časa. Takih možnosti je še malo morje. Ne? Od tega, da v bistvu, če je vse na istem IP-ju, pridejo tudi druge težave. In kaj se zdaj, kako se mi zdaj s tem ukvarjamo? Tako da v bistvu želimo vedeti, kdo je tehničen strokovnjak za teh 800 paketov. Ker kaj se tudi nam zgodi, ko nekdo vdre noter, mi nemamo nobenega za poklicati. Ista težava, kot je Gorazd prej omenil. Pokličemo, ja, mi pa to ne vemo. Kaj smo zdaj naredili? Za splošne primere, kot je na primer Joomla, smo dobili podizvajalce, ki jih potem lahko napotimo te stranke naprej in da za njih poskrbijo. Skratka, se zelo matramo. Tudi kaj še mi delamo dnevno, na primer skeniramo vse strežnike za nove vdore, nove okužbe. In če je stran okužena, se avtomatično izklopi, vi dobite e-mail, da morate to stvar popraviti. To, na primer, ker je bilo prej vprašanje, kaj, če bi sklapljala, mi to že delamo. Zaradi tega, ker si preprosto ne moramo privoščiti, da bi se takšne stvari dogajale. Varnost na shared hostingu, če ga vi sami namestite, mene zgrozi, ko kdaj pa kdaj na Internet Mojstru preberemo, v Sloveniji je takšna zabavna publika, kdaj pa kdaj, ko najdeš nekoga, ki napiše, da je v tujini kupil VPS strežnik, pa rabi administratorja. Potem pa čez nekaj postov v bistvu napiše, ne, saj sem že zakapil. Preprosto, ne. Jaz dam nadzorno ploščo gor, pa billing sistem pa lahko sam delam. Ok, samo v bistvu stvar, ko ti namestiš web strežnik, ne, te nastavitve so enake za vse spletne strani. In prevzete nastavitve, ko ti nekaj namestiš, osnovna inštalacija ni nič zaprtega. Kaj se zdaj dogaja? Te spletne strani imajo dostop prevzeto do vsega, kar ima spletni strežnik dostop. Če vi tega ne omejite, mi omejimo, potem lahko nekdo, ki vdre na eno od 800 strani, dostopa do vseh ostalih, do vseh podatkov, do vsega. Potem so skriptni jeziki. PHP je najbolj tak popularen, lahko vi na strežniku omejite, pa ima skripten jezik dostop do vseh ostalih strani. In pridemo pa do vprašanja, ki na podpori dokaj pogosto, zakaj jaz teh funkcij ne moremo uporabljati. Mi pač tako interno rečemo, da so zlobne PHP funkcije, ker so najbolj pogosto uporabljene v napadih. Zaradi tega so na strežnikih za share gostovanje prepovedane. Tale zadnja, ne, omogoča zelo preprosto, da se nadzorna plošča z drugega URL-ja namesti, ki potem s klikanjem hekaš po strežniku. Sploh ti ni več treba ukazov pisati. Skratka, prva stvar, kar narediš, v bistvu remote include, nadzorne plošče
in lahko začneš klikati. Če ponudnik gostovanja ni OpenBSD zaprl, boš lahko videl vse, kar je na strežniku. In ko enkrat ponudnik uredi omrežje, pa v bistvu redno pregledovanje strežnikov, ugotoviš, da je večina težav na aplikacijskem nivoju. Spet odvisno, kaj si napredalec želi. Ponavadi si želi, da ena od strani na strežnikov za deljeno gostovanje ne bi bila dostopna. In eden izmed spet takih zanimivih primerov, ko so nam testirali, kaj lahko delajo, je bila SQL injection, ki so zlorabljali. In niso zlorabljali zaradi tega, da bi prišli do podatkov, ampak zaradi tega, da so naredili malo morje left joinov, ki je bazo obremenil v sekundi toliko, da v bistvu strežnik podatkovni je bil zelo slabo odzivan. In kje se tukaj mi vedno zmeraj ukvarjamo s tem, ne? Posameznik lahko vpliva na celoten strežnik, mi ga moramo pa nekako omejiti. Kaj si še naredil? Če imaš en IP, en vdor, lahko zmanjša kredibilnost celotnega strežnika. Na spam liste prideš. Vsi, ki pošiljate e-pošto iz svojih aplikacij, se vam dogodi lahko, da bo zavrnjena zaradi tega, ker je strežnik na spam listi. Zaradi tega je zelo pomembno, da vi ponudnika vprašate, a ima servise, ki ste vi naročili, rečemo gostovanje, pa imate zraven še e-pošto, a so to na ločenih strežnikih. Ker če niso in dosti ponudnikov to daje zaradi enostavnejšega menedžeriranja na isti server, pomeni, da tudi vaša pošta, ki jo te preko Outlooka pošiljali, ne bo prišla do vaših stran, ker se bo strežnik znašel na blacklisti zaradi vdora v spletno stran. Mi vse te zadeve imamo, no, tako da zato jih tako lepo z veseljem povem. In kaj se mi ukvarjamo? Iskanje ravnovesja med varnostjo pa hitrostjo. Vsak mehanizem za varnost, ki mi naredimo, strežniku počasni. In potem se najdejo ljudje, ki rečejo, to pa počas dela. Super. In še nekaj, med omejitvami pa ponudbo. Naprimer, mi strank na deljenem gostovanju ne omejujemo zaradi tega, ker bi želeli več prodati, ker je večinoma stvar, ko nas kdo obtoži, ampak zaradi primerov vdora. Ker če ti stranko omejiš, rečemo na število connectionov na MySQL-u, na shared hostingu, je to za nas super. Ko bo prišlo do tega vdora prej, bo strežnik še zmeraj naprej deloval. Stranka bo pa zdaj pri nas prišla, zakaj imam pa jaz lahko samo na 50 sočasnih connectionov na MySQL-u? Morda je povezano s tem, da v bistvu storitev, ki ste jo kupili, stane €1,50 na mesec. To je naprimer tudi takšno zanimivo, malo provociram, no? Ampak ne zavedamo se, da v bistvu tukaj je tisto, da imate premalo denarja, da bi poceni kupovali. In tudi, če se ponudnik deljenega gostovanja ukvarja s tem, da bi naredil stvar zelo varno, v bistvu mislim, da Bojan Zajc je dal vprašanje naprej, kaj delamo, imamo intrusion prevention system pa vse te zadeve. Ja, delamo s tem, ampak še zmeraj se najdejo vektorji napada, ki je kombinacija različnih dejavnikov, ki jih nisi predvidel. In ker jih tudi, morda če si jih predvidel, jih nisi zaradi tega, da si konkurenčen na trgu, jih nisi popolnoma zaprl, ker sprejmeš določeno tveganje. In deljeno gostovanje to tveganje ima pri sebi. VPS gostovanje, ne? Taka super stvar, lepša plaža, tudi pocen. Ja, omrežje pa požarni zid, enaka stvar, poskrbi ponudnik. Kar je tukaj zelo zanimivo vprašati, ne? A so pravila tukaj enaka, kot so v bistvu na teh strežnikih za deljeno gostovanje? A vi lahko sami s požarnim zidom upravljate? Ko boste enkrat skrbeli za varnost svoje aplikacije, a bo ponudnik dovolil, da vi svoje lastne pravila date noter? Ali ne? To je naprimer zelo stvar, ko na začetku, ko kupuješ VPS, ali pri nas, ali v tujini, nobeden ne bo vprašal. Pri nam lahko povem, ne boste mogli tega sami delati, ampak če boste nam poslali, imamo pa tako konfiguracijo narejeno, da bomo lahko spremenili pravila za vas. Spet, vprašanje med varnostjo pa med stroški. Potem imamo pri VPS-u spet strežnik in tukaj je že prva razlika, tukaj pride virtualizacija, to hardware, in tukaj že razdelimo prostor na samem strežniku. Vsak VPS ima svoj operacijski sistem, svoj web strežnik, lahko tudi različen. In kaj pa potem dela stranka tukaj gor, pa nas kot ponudnikov večinoma ne zanima, dokler ni varnostnih težav. Lahko ima tudi strežnik za gostovanje zaradi mene, lahko ima samo eno aplikacijo, zelo preprosto. Teh je spet lahko, takih strežnikov je data centru malo morje. In odgovornost ponudnika je tukaj ponavadi do virtualizacije, potem pa odgovarja naročnik. A bi se kdo tukaj želel, da je drugače? Da bi ponudnik skrbel tudi, rečemo, za operacijski sistem, te razvijalci. Manage storitve, vzdrževano gostovanje.
Ja, super. Razvijate lastne aplikacije. Okay. Bomo prišli do težave. Prej pa se še pogovorimo o tem, kakšen VPS ste kupili. Zelo dobro je vedeti, kakšen je način virtualizacije. Splošno imamo uporabljenih zdaj, rečemo VMware, KVM, OpenVZ, to so različni načini virtualizacije, ki imajo različne prednosti, pa različne slabosti. In ko vi gledate, primerjate VPS-e med sabo, jih ne primerjate samo po ceni. A omogoča virtualizacija Live Migration? A ponudnik, ki ima VMware, ima dokupljen modul, ki mu omogoča to, da naredi migracijo brez preklica. Verjel, obstajajo ponudniki, ki tega nimajo kupljeno, zato da lahko dosežejo nižjo ceno. Ko boste vi želeli VPS prenesti na močnejši hardware, ker bo tam počasi delal, boste mogli nekaj časa downtime. Super, ne? Skratka, vse te stvari fino preveriti. Kakšen je zdaj ta postopek izvajanja nadgradenj, ne? Kdo nadgrajuje strežnika? Vi, a mi? In tukaj pridemo do te težave. Vi ste razvijalec, vi imate aplikacijo in tega problema mi ne znamo preprosto rešiti, pa ne vem, če ga kdo že je, ne? V bistvu pri vzdrževanem gostovanju, pri managed VPS-u. Imamo razvojni sistem in imamo produkcijski sistem. Kaj je vmes? En testing server, staging server, karkoli rečemo, ne? Ok, to je teorija. Tudi pri naših strankah opazujemo, da večinoma tisti testni strežnik, ne, potem postane razvojni sistem. Ker ko damo gor, bomo na tem sistemu malo popravili, pa bomo potem dali na produkcijo, ne? Kar je malce težava, ker razvojni sistemi, mislim, že kdaj pa kdaj lahko požrejo preveč resursov. Še nekaj se zgodi. Kako lahko, rečemo, sistemski administrator, ki skrbi za operacijski sistem, kako lahko ve, kaj ste vi v aplikaciji spremenili in katere strežniške aplikacije morajo biti nameščene. V preteklosti, kjer smo mi poskušali vzdrževanje nuditi, je tukaj največkrat prišlo do težave. Razvijalec nekaj spremeni, morda se še celo zamenil razvijalec v podjetju, namesti novo različico in nas ne obvesti, rečemo, da potrebuje določeno specifično verzijo PHP-ja. Z temi parametri, morda še skompilano. Tukaj je ravno ta odgovornost. V tujini se celi timi na to temo razvijajo DevOps, ki so zadolženi za deployment aplikacij. V Sloveniji smo še morda malce premajhni, pa se tega še ne zavedamo kot problem, ne? In tudi varnostne kopije. Nekateri VPS imajo vključene varnostne kopije, nekateri ne. Dajte tudi to preveriti. Spet razmišljanje ponudnika tukaj ni zaradi tega, da bomo šparali, ampak preprosto nekateri razvijalci želijo za to sami skrbeti. Jaz bom vedel, kaj bom kopiral, ne bom vsega kopiral, ne bom plačeval dražjega VPS-a samo zaradi tega, ker ima varnostne kopije noter. Tako da tukaj zdaj razmerje med varnostjo, varnost je odvisna le od naročnika pri VPS-u. Če ima ponudnik dobro urejeno omrežje, je to popolnoma res. In kdo je odgovoren za nadgradnje? Mi imamo na primer zdaj v ponudbi, nova ponudba, danes ste prvi, ki ste zanjo izvedeli, imamo dva tipa strežnikov VPS. Eden je vzdrževano VPS gostovanje, kjer mi z njim delamo popolnoma enako kot z strežnikom za shared hosting, ampak ima pa en catch. Vi ne dobite root dostopa. Vi lahko z njemu delate samo prek nadzorne plošče, prek user level SSH-ja, ne damo vam root dostopa, ker potem nikoli ne vemo, kdo je kaj spremenil. Potem imate pa na voljo dva tipa drugih VPS-ov po meri, z dvema različnima tipama virtualizacije, kjer smo pa mi na voljo samo za pomoč, lahko nas pokličete, ampak nismo pa odgovorni za vzdrževanje sistema. Preprosto smo rekli, da tega problema ne bomo reševali, ampak bomo dali dve možnosti na izbiro. Ali želiš vzdrževanje, pa se boš ukvarjal z aplikacijami, ali pa boš v bistvu sam skrbel za svoj VPS. In to mislim, da je tudi pravi pristop, no? Smo pa dovzetni za nasvete. Kar je tudi fajn pri VPS-u, vi lahko varnost krepko povečate, če izklopite storitve, ki so prevzeto nameščene. Naprimer, ravno DNS strežniki. Prevzeto, ko ti narediš template, ko postaviš, so te zadeve lahko vklopljene. Dajte to izklopiti. Ali pa rečete nam, da bomo izklopili. Kaj je s kakovostjo storitve? Prvič, neodvisen si od ostalih. Imaš svoj IP, svoj range IP-ov, kar pomeni, da vse tiste težave z spam listom, z vsem tem ne pridejo v poštev. Lasten operacijski sistem. Če razvijate na Ubuntu, imate lahko tudi na strežniku Ubuntu. Ni treba potem jamrati, ker imamo mi na primer CentOS, ker je v bistvu malce lažje za vzdrževanje za nas kot za ponudnika, ne? Ampak tukaj pa pride to vprašanje, a imate to znanje? A ga res imate? A res veste, kaj je treba spremeniti? Zakaj ne bi si v bistvu vzdrževalec sistemskega administratorja najel? Če se vrnem na tistega, ki je na internet mojstru to vprašal, ne? Ja, a jaz res rabam
sistemca. Ja, v bistvu ne. Za prvih 10 strank ne. Če boš mu pa enkrat 100 strank, boš pa že v bistvu tarča. Prilagojene knjižnice lahko delate, to je taka super stvar za razvijalce, lahko celo sami jih kompilirate, lahko v bistvu se namestite tisto, kar vi želite. Ampak kvaliteta storitve je zelo važna od gostote VPS strežnikov. Kaj to pomeni? Koliko strežnikov je na VPS-u? Se kdo mu že kdaj zgodil, lahko to celo pri nam, ampak da je, ko ste dobili VPS na začetku zelo super hitro delal, potem pa skozi počasnejš. Ja? Ok. Ena možnost je, da je vaša aplikacija dela težava. Obstaja realno, dajmo si priznati. Druga možnost, ki pa vam ponudniki večinoma ne bodo rekli, je pa to, da ko ste vi prišli, v bistvu, ko ste ta VPS vzeli, ste bili morda tretji VPS na strežniku, ki bo gostil še 40 VPS-ov. In če strežnik ni dobro nastavljen, potem vsak VPS lahko zavzame resurse celotnega strežnika. In vi ne boste vedeli, da ste v bistvu kupili manj na začetku, da ste plačali manj, kot ste v resnici dobili. In na koncu, ko pa bo toliko strežnikov gor, kolikor jih je ponudnik želel dati, bo pa delali počasi. Požarni zid pa omrežje sem pa že omenil. Ne? In na koncu še server, namenski strežnik. Sliši se lepo, ne? Sami ste na plaži, za vse sami skrbite, morda res. Jaz pa mislim, da načeloma to je stvar, ki izumira. Predvsem zaradi tega, če se vrnemo, mi vsaki stranki, ki ima dedicated server, priporočamo tudi virtualizacijo, zaradi migracije na drug strežnik. Ampak kar je tukaj še bolj zanimivo, je pa, da nekatere aplikacije rabijo, da so brez virtualizacije, da hitreje dostopajo do hardvera, razumemo, ampak kdo je tukaj zdaj odgovoren za kaj? Ponudnik je, rečemo, do strojne opreme, se sliši normalno, ne? Naročnik pa naprej. Ok, to je teorija. Dajmo se pogovoriti, kaj gre lahko narobe. Kaj je zdaj, ko tukaj crkne en disk? Kaj, ok, imamo RAID, super. Kaj, če crkneta dva diska? Pač vsakmu RAID-u skoraj živ, če ta prava dva crkneta, imate težave. In to se dogaja. Večina ponudnikov v splošnih pogojih zelo lepo piše, ne odgovarja za izgubo podatkov v tem primeru. Mi vam bomo zagotovili to, da vam bomo strežnik čim hitrejš nadomestili z novim, ampak izguba podatkov pa varnostne kopije v tem primeru so na vas. Mi vam tudi damo na voljo prostor, ker ni na tem strežniku, da delate varnostne kopije. In tudi večina večjih ponudnikov v tujini, rečemo Lizweb, Hetzner, vsi delujejo na ta način. Skratka, dedicated serverji, morate vedeti, zakaj jih uporabljate, lahko so super, ampak boste pripravljeni na to težavo, imajte varnostne kopije. In to je tudi malce uvoda v to, kako strankam zdaj prodati vzdrževanje, zaradi tega, da vam bo to kdo plačal, da se s tem ukvarjate. Zakaj tudi jaz lahko o tem govorim? No, ker imamo tudi sestrsko podjetje, kjer smo že naredili približno 800 projektov. Skratka, smo se s tem problemom kar dosti srečevali. In prva zadeva je usklajena z Gorazdom iz Sicerta, ker se mi zdi, da je to v bistvu ta in brošura in spletno mesto je odličen pripomoček za nas razvijalce, da v bistvu stranko izobrazimo. Pojdite si pogledati in ta slika je neverjetna dobra zame, zaradi tega, ker je tole razdelil, če zaradi tega, ker smo ponudnik gostovanja. Druga stvar pa, ker piše, da mora nekdo skrbeti za vzdrževanje spletnega mesta. In za vse je načeloma odgovoren lastnik. Če ne boste vi delali, mora on to delati. Lastnik delegira vloge. Lahko imajo tudi zaradi mene svoj strežnik v svoji pisarni, tudi to imajo, potem pridejo k nam čez nekaj časa, ko pač prvi crknejo diski. Diski, ki crkavajo, so za nas super stvar. Ampak to je v bistvu ena izmed stvari, ki lahko vi svojega naročnika napotite na to spletno mesto. To mi nismo delali na začetku in smo imeli zelo težave. Mi smo stvari naredili, smo bili zadovoljni, smo delali tisto, kar smo bili dogovorjeno, kar smo tudi na začetku stranki povedali, ampak v 3 letih tega nismo niti enkrat uspeli povedati, da smo to naredili. Poročila so dolgočasna, se strinjam, dajmo jih avtomatizirati, ampak dajte napisati, kaj ste naredili. Dajte napisati, kdaj ste nadgradili kakšno aplikacijo, vse te stvari. Ker potem, ko bo nekdo se odločil, ko bo račun, a bo še nadaljeval z vzdrževanjem, a ne bo, boste imeli tudi vi nekaj, sej vsak mesec dobite poročilo, sej to pa res delamo. Če komunicirate, lažje pridete do tega, da bo nekdo cenil vaše delo. Dodatne storitve. Kaj še lahko rečemo poleg gostovanja zaračunate v naročnini? Ko gledamo mi na slovenskem trgu, večina ponudnikov načeloma pri vzdrževanju prodaja drago gostovanje, če smo odkriti. To je v bistvu tisti reden mesečni prihodek, nič ni treba narediti zanj, bom zaračunaval rečemo 20 € na mesec, super, hosting pa kupamo v bistvu 20 € na mesec za vse moje stranke. Pa
pa smo nekaj profitirali. Ja, morda na začetku, ampak stranke to spet, če jim ne boste obveščali, bojo zakapirali v 2-3 letih in bojo šle stran. Kaj lahko ponudite? Dajte ponuditi malo more storitev, še druge delajte in ja, pač dajte to vključiti morda v to vzdrževanje. Naredite potem pakete. Jaz bi samo to predlagal, naj v osnovnem paketu vzdržuje že varnostne popravke, ne da to kot opcijo. No? To bi bilo tako z duhu današnjega srečanja super, če bi to naredili. Skratka, ne samo gostovanje, ampak gostovanje za varnostnimi popravki, rečemo Magenta, vseh teh open source SMS-ov, ki so super. Ampak tako, pri vtičnikih, pluginih, na WordPressu jih ima med 50 najbolj pogosto nameščenih, jih ima 18 potencialne varnostne luknje. Tako, pa WordPress, ki je zelo razširjen. Skratka, dajte prodati ta vzdrževanje, pa ne bo to že v bistvu v osnovnem paketu že varnostne nadgradnje. In spet imate izgovor brošura od Cicerta ali pa spletno stran, kjer nekdo tretji pove, da je to dobro narediti in ni treba zdaj to, da izpade, kot da vi prodajate. Tako da mi smo zelo hvaležni za to brošurco, ne? Se vidi. To je trik, ki nam zelo dobro deluje. Vsako leto naredite nekaj zastonj. Saj vsi vemo, da si tako preračunamo to vzdrževanje, da se nam splača, ampak pač naredite nekaj, ki ni vključeno noter. Naprimer, zdaj so naše stranke dobile vse zapiškotke, razen tekstov pravnih, ki so malce težava, smo jim naredili brezplačno, zastonj. Super. Zadovoljni, veseli. Ok, eni so rekli, da si tako more biti, ampak to je tista stvar, ki veš, da si dobro naredil. Pač če tako more biti, pa če je logično, pa se nobeden ne krega. Super. Tako da, to je to, rečemo, kar se tega tiče. Morda kakšne vprašanja? Čisto kako stališča ponudnika, pa zakaj smo tečni? Ali pa zakaj imamo kaj predrago? Ne? Ja. Ja. Na VPS-jih, mi smo izgubili stranko, lahko povem na primeru, zaradi tega, ker smo jim rekli, da je bilo njihove džumle vdrto na VPS-u. Zdaj, odvisno od načina virtualizacije, ali mi lahko stopimo v VPS, pri virtualizaciji na ravni jedra, kot ni OpenVZ, mi lahko to naredimo in potem lahko malce manj invaziven način v bistvu varnosti izberemo, če pa KVM, kjer pa mi nimamo gesla, pa ne moramo na drugega narediti, kot da cel VPS ugasnemo, če predstavlja težavo. Skratka, ja, tudi pri strankah, kjer so VPS-i, mi v bistvu jih imamo za našim požarnim zidom in vemo, kaj se dogaja. In ja, to naredimo in v bistvu tudi zahtevamo od nekoga, da popravi. Kar smo mi pri nam opazili. Mi imamo podatke, kot so plačnik, lastnik, to smo že naredili, nimamo pa paketi gostovanja in to bomo začeli spremenjati, nimamo tehnične kontaktne osebe, tisto, kar je pri domenah. Ja, zdaj, ko smo malce večji, prej razmerje med temu, kaj je bilo prijavljeno, pa kaj je v resnici. Na naših strežnikih je bilo 600 vdrtih UML. Tako. Dokler mi nismo tega zautomatizirali in prej, moram priznati, nismo imeli zautomatizirati, so vsak dan tako, imeli tak res tisti vekomol. Ok, opozorilo, super, gremo popraviti, gremo zapreti in na ta način. Skratka, v bistvu potem to poskriptaš, redno preverjaš, ampak da počistaš ti strežnikov, v bistvu vse te jumle 1.5 in v bistvu stranki potem obvestiš. In zdaj, ko tem stranko v bistvu ti obvestiš, ja, ok, kaj pa, jaz tega nisem naredil, jaz nisem kriv, vse morate vi to urediti. Ta komunikacija v bistvu traja. In za nas bi bilo najlažje zapreti, pa reči, v bistvu vi ste krivi, dajte to narediti. In zdaj, naš sistem, ta nov, ko smo počistili za nazaj, je takšen. Stran se avtomatično zapre na shared hostingu, dobite obvestilo, imate napisano, katera okužba je, katere datoteke so okužene in morate to popraviti. Kaj se dogaja? Ljudje zbrišajo okužene datoteke, ne popravijo pa luknje. Ok, gremo še malo naprej. Kaj zdaj delamo? 3 strikes you're out. Skratka, 3 napake, če ne popraviš, potem v bistvu nimaš več pravice gostovati pri nas. Morebiti se to sliši kruto, ampak mi smo to za ostale stranke nekako odgovorni. Na VPS-u pa tisto, ki smo povedali nekomu, da v bistvu ima vdrte jumle, je šel stran od nas, pa šel k drugemu ponudniku. Pa še v bistvu imeli smo grožnje, da nas bojo po medijih, kaj smo mi to naredili, da smo mi odgovorni, da so jim vdrli noter in takšne stvari. Skratka, pri VPS-ih je še ta težava. Če vi prihajate iz shared hostinga, pa ste rečemo učite izdelave spletnih mest, VPS je popolnoma druga zgodba, če ni tistega, rečemo, vzdrževanega paketa, zato smo ga naredili.
vi ne poznate operacijskega sistema, vi ne veste, kaj vse morate delati in kar naenkrat se zdi, da je raven podpore strani ponudnika manjša, kar v resnici je. Ker mi pričakujemo, da vi veste, kaj boste z VPS-om delali, kaj boste načeloma naredili. In zdaj nekdo, ki ima reseller paket, pa želi v bistvu VPS zato, da bo imel težav z ostalimi 800 na strežniku, ker njegove stranke so pomembne, pride na shared na VPS, kar naenkrat mora on znati skrbeti za strežnik. Ja, super. In mi smo kar tako. Tukaj so res takšne stvari, ki v bistvu nam je super, da komuniciramo s strankami, ampak ne moramo vedno razložiti. Še kakšno vprašanje? Ja. Ja. Ne, Joomla pa vse te stvari so še zmeraj v odgovornosti tega, ki je najel VPS. Mi samo z njim delamo enako kot z našim shared hostingom, vse enake skripte ima, enako opozorila, enako skeniramo za v bistvu vdore, vse stvari na isti način delamo, ampak to pa pomeni, da mi predpišemo, kaj je gor. In načeloma sta dva upgrade cikla. Mi, ko bomo naredili upgrade, vas obvestimo, da ga bomo naredili, vi lahko rečete, ne zdaj, meni bojo nehali delati. Ko naslednjič obvestimo, da bomo naredili, pričakujemo, da imate vi že popravljene aplikacije, če ne greste na v bistvu nevzdrževano gostovanje, na sorodnem paketu. Tako, ni panike, cenejše, ampak mi v bistvu bomo tukaj strogi in bomo tudi želeli na ta način vzdrževati to nivo kvalitete za vse stranke. Še kakšno vprašanje? Potem vas bi pa jaz povabil ven na kavo, upam, da so tu čaj prinesli, naročili smo ga, pa še kakšen drogilček, potem pa upam, da čez 15 minut pridemo vsi nazaj noter na okroglo mizo, pa tam bo tudi priložnost za vprašanja.